En lep nepremičninski pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Mojca in mi smo seveda že nazaj z našimi nepremičninskimi tipi, nasveti ali kakorkoli že. Jaz upam, da vam bojo tudi tokrat zanimivi in vas seveda pozivam, da tudi vi zastavite kakšna vprašanja oziroma če nam mogoče date kaki namig, kakšne teme se naj lotimo. Tako da zdaj bom se pa v bistvu lotila, kaj točno naj kupci, preden se lotijo seveda nakupa nepremičnine, pazijo. Prva zadeva je definitivno naj si kupci, torej če kupujete nepremičnino, prvo si postavite en seznam oziroma si naredite en seznam, kjer si napišete na eno stran, kaj želite, na drugo pa, kaj točno potrebujete. Ker te dve stvari sta zelo različni in vam res polagam roko na srce, da se vam ne bo zgodilo, da boste čez eno leto nepremičnino prodajali, ker vam je bila nepremičnina zelo všeč, ampak to ni tisto, kar vi potrebujete. Dostikrat se lotim mogoče tašče, recimo, da vi želite, da je vaša tašča doma v sosednjem mestu, v bistvu pa potrebujete, da je vaša tašča hitro dostopna, da lahko gre vsak dan seveda po otroke v šolo. Recimo potrebujete lokacijo, da pridete do službe z enim avtobusom ali pa recimo vaši otroci z enim avtobusom. Teda dajte si tukaj res dobro razčleniti, kaj v bistvu potrebujete in kaj si želite. In potem najti neko sredino, tako da to je res ena taka zadeva, da preden se lotite nakupa nepremičnine, prvo preverite, kaj si želite in seveda, kaj potrebujete. Danes imamo številko 2 in sicer kaj paziti pri nakupu nepremičnine oziroma korak številka 2 za vse kupce, seveda, ki iščejo svoj novi dom. Včeraj smo se dotaknili številke 1, ker smo seveda si naredili en seznam, da vidimo v bistvu sploh, kaj potrebujemo in kaj si želimo. Ko imamo to zadevo, jaz vedno strankam priporočam, da naredijo korak številka 2, ki pa je seveda finančna konstrukcija. Dostikrat se zgodi, da stranke pridejo na ogled nepremičnine in seveda sploh še na banki niso bile in sploh ne vejo, koliko kredita lahko dobijo oziroma koliko so finančno sposobne oziroma kreditno sposobne. In tukaj lahko kar hitro naletimo na eno past, ker se seveda stranke oziroma kupci zaljubijo v določeno nepremičnino, potem seveda poiščejo neke določene kombinacije, kako priti do te nepremičnine z raznimi posojili, gotovinskimi, hipotekarnimi, pa še mogoče s kakšnimi drugimi posojili in potem seveda grejo preko svojih zmožnosti. In tukaj se lahko kaj hitro zalomi, da potem seveda eden od partnerjev recimo zgubi službo, sploh zdaj smo recimo v takšnem času, ali pa recimo samo, da je en od partnerjev nekaj mesecev na bolniški, se lahko hitro zalomi in se tega kredita več ne more odplačevati, sledi pa seveda potem kakšna izvršba oziroma da gre nepremičnina na dražbo in se seveda proda pod ceno. Teda res vam polagam roko na srce, dajte narediti prvo preveriti na banki, v kakšnem znesku si lahko seveda vaš nov dom privoščite, teda bo potem tudi življenje lepše in lažje. Teda številka 2, finančna konstrukcija. In danes bomo se seveda dotaknili številke 3, na kaj je treba biti pozoren, seveda, ko kupujete nepremičnino oziroma, ko ste kupec in seveda iščete svoj nov dom. Pri številki 1 smo se ustavili pri enem seznamu, kjer si seveda napišemo, kaj si želimo in seveda, kaj potrebujemo. Pri številki 2 finančne konstrukcije, številka 3 pa je seveda pravno stanje nepremičnine. Na kaj je treba biti pozoren, tukaj se bom recimo dotaknila zemljiške knjige, treba je preveriti, če so slučajno kakršnekoli plombe in treba je seveda preveriti, kaj so te plombe in seveda je treba tudi preveriti, če je morda vpisana kakšna hipoteka, mogoče kakšne služnosti, tako da dajte lastnikom, ki prodajajo ta stanovanja, seveda naročiti ustrezne izjave, recimo, če je hipoteka, rabijo lastniki izjavo hipotekarnega upnika, gre v bistvu za eno izjavo o nameravanem izbrisu hipoteke, ker bo seveda hipotekarni upnik točno določil, pod kakšnimi pogoji se bo seveda iz zemljiške knjige izbrisal.
Tako da tukaj bodite res pozorni, da se ne bi zgodilo, da bi bil slučajno dolg hipoteke večji od seveda vrednosti nepremičnine. Pri služnostih pazite recimo, da nima mogoče kaki sosed kakšne služnosti, da lahko recimo hodi po vaši zelenici ali pa kaj podobnega, teda te služnostne pogodbe tudi poglejte dobro. Naslednja zadeva je pa vsekakor nekaj, kar ni v zemljiški knjigi in je treba biti pozoren, ker dostikrat se kupci zanašajo samo na zemljiško knjigo. Torej kaj? Recimo dostop. Ponavadi so te ceste urejene in seveda stranke niti ne pomislijo na to, da bi mogle preverjati še dostop. Zdaj recimo, če je vpisana občina na cesti, do katere pridete do vaše nepremičnine, je ponavadi to urejeno in je notri vpisano javno dobro. V primeru pa, da so kakšne fizične osebe, pa se lahko hitro zgodi, da bo potrebno kakšno služnost tudi urediti, da boste sploh lahko do svoje nepremičnine seveda se pripeljali. Torej dostopali. Teda to je ena taka zadeva, recimo, ki je ni v zemljiški knjigi. Potem recimo tudi zakonitih predkupnih pravic ni v zemljiški knjigi, torej recimo v večstanovanjskih stavbah, recimo pri kmetijskih zemljiščih in še druge zakonite predkupne pravice. Teda tudi na to zadevo bodite pozorni, pa da ne pozabim še ene zadeve, in sicer, če kupujete v večstanovanjskih hišah, torej nepremičnino, dajte tudi lastniku reči, naj vam predloži pogodbo o medsebojnih razmerjih, da se vam seveda ne bo zgodilo kot eni moji stranki, da seveda ne more imeti kužka v bloku, zaradi tega, ker so se lastniki seveda tako dogovorili v pogodbi o medsebojnih razmerjih. Teda tudi pogodba o medsebojnih razmerjih je zelo pomembna. Naslednja zadeva pa še tudi, da ne pozabim, je pa seveda gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje, tako da tudi te zadeve morate pridobiti in tudi tega ni v zemljiški knjigi. Teda pravno stanje nepremičnine definitivno dobro preverite in zato seveda najamite strokovnjaka, ki se seveda na to spozna. Čau! In danes smo seveda pri številki 4, na kaj paziti pri nakupu nepremičnine. Torej, ko se odločate kot kupci, da boste seveda poiskali svoj nov dom. Pri številki 1 smo se dotaknili seveda enega seznama, da vidimo, kaj točno želimo in kaj potrebujemo. Številka 2 finančna konstrukcija, številka 3 pravno stanje in potem seveda številka 4, seveda ko se že skoraj odločite, da boste eno nepremičnino kupili, so seveda stroški. Tukaj tudi dostikrat kupci pozabijo, da bi preverili stroške, ki se tičejo same nepremičnine, recimo obratovalne stroške. Zato vas jaz pozivam, da dajte preveriti, naj vam lastniki dajo recimo položnice za zadnjih 12 mesecev, ker dostikrat se zgodi, da recimo kupujejo nepremičnino poleti, pa jim seveda pokažejo lastniki zadnje 3 mesece položnice, kjer seveda niso vključeni stroški ogrevanja, ki so seveda po zimi dosti višji. Tako da dajte preveriti recimo tudi za 3 mesece po zimi, kakšni so bili ti stroški ogrevanja. Pa da ne pozabim še, recimo, če kupujete v večstanovanjski hiši, seveda kakšno je stanje rezervnega sklada. Recimo, da je potrebno narediti novo fasado, pa je rezervni sklad prazen, kar seveda pomeni, da bo potrebno vzeti en kredit in ta strošek vas lahko pride 50 evrov recimo mesečno naslednjih 10 let. Na enem bloku sem imela celo tudi 100 evrov mesečno za dobo 5 let. Tako da res te zadeve preverite. Najboljše, da tudi kar upravnika pokličete in preverite, kakšni so investicijski stroški na določeni nepremičnini predvideni. Ponavadi že imajo neke sklepe ali pa neke plane naprej narejene. Teda pazite seveda na stroške. Danes smo že v številki 5. Torej v koraku številka 5, ko se odločate seveda kot kupec, da boste poiskali svoj nov dom. In sicer pri številki 1 smo se dotaknili v bistvu enega seznama, da vidimo sploh, kaj želimo in kaj potrebujemo. Pri številki 2 seveda finančne konstrukcije, pri številki 3 pravno stanje, pri številki 4 seveda stroškov, pri številki 5 pa se bomo danes dotaknili ene zadeve, ki je, bom rekla, da tudi dostikrat pozabljena s strani kupcev. Številka 5 seveda parkirišče.
Preverite dobro, čigavo je parkirišče. To je zdaj seveda bolj namenjeno za tiste, ki kupujejo v večstanovanjskih objektih nepremičnino. Zato, ker dostikrat se zgodi, da so recimo parkirišča v lasti nekih tretjih oseb, da se vam ne bo zgodilo, da bo seveda ta oseba dala na parkirišče zapornico in boste mogli seveda začeti parkirišče plačevati. Preverite seveda tudi, če je dovolj parkirišč. V primerih recimo, ko pa vam nekdo reče, da je parkirišče zagotovljeno za vsakega stanovalca eno, preverite tudi pri upravnikih, če imajo to seveda rešeno z kako medsebojno pogodbo. Ker dostikrat seveda vemo, da imamo že skoraj večina nas 2 avtomobila doma pri hiši in potem se lahko kaj hitro zgodi, ko nekaj časa tam živite, ugotovite, da če pridete zvečer domov, seveda nimate kje zaparkirati. Tako da pazite, dobro preverite te zadeve, recimo pri upravnikih, preverite tudi v zemljiški knjigi, v čigavi lasti so seveda ta parkirišča. Tako da res vam polagam roko na srce, ne pozabite na parkirišča, ker tudi parkirati je potrebno. In danes smo že pri koraku številka 6 in sicer na kaj paziti pri nakupu nepremičnine. Torej, če se kot kupec seveda odločate za nakup vašega novega doma. Dotaknili smo se seveda na kaj vse paziti, torej pravno stanje, finančna konstrukcija, stroški, parkirišča, seznam seveda, kaj si želite in kaj potrebujete. Številka 6 pa bo ena taka posebna zadeva in sicer številka 6 so sosedi. Tako da pazite seveda tudi na sosede. Torej tik pred sklenitvijo prodajne pogodbe bi še jaz seveda stopila do sosedov in preverila, če se sploh konektam z njimi. Predstavljajte si, da seveda z vašim sosedom se neprestano kregata, ker pač nista na isti valovni dolžini. Tako da dobro preverite seveda sosede in seveda preverite, lahko jih tudi vprašate, recimo sploh v kakšnih večstanovanjskih stavbah, kakšne probleme imajo recimo v stavbi. Verjamite mi, od sosedov boste izvedeli vse. Zdaj recimo, če ste kakšna mirna oseba, pa si kupujete hišo v nekem mirnem okolju, pa so recimo vaši sosedi bolj party ljudje, vam recimo tudi to ne bo ustrezalo, tako da res dobro preverite sosede. Jaz vedno pravim, da na nepremičnini lahko menjamo vse, samo sosedov ne. Tako da tudi preverite seveda sosede. In danes smo seveda pri številki 7, na kaj paziti pri nakupu nepremičnine. Seveda torej, ko se kot kupec odločate za nakup vašega novega doma. Številka 7 je inšpekcijski nadzor nepremičnine. Inšpekcijski nadzor nepremičnine je ena taka zadeva, za katero bom rekla, da je v tujini stalna praksa in jo seveda si vsak kupec vkalkulira, seveda v znesek nakupa nepremičnine. Torej, tako kot si recimo za cenilca vkalkulirajo in za banko stroške hipotekarnega kredita in vse te zadeve, si seveda tudi vkalkulirajo strošek inšpekcijskega nadzora. Predstavljajte si, da ste kupili nepremičnino, v katero bo v naslednjih letih potrebno vložiti par 10.000 evrov. Ja, tudi to se lahko zgodi. Recimo, da je strešna kritina zamenjana, nosilna konstrukcija strehe pa je recimo tudi nujno potrebna popravila, pa vam seveda lastniki tega niso povedali. Tako da res je, da smo Slovenci seveda takšni, da seveda sami vse obvladamo in vse znamo, ampak vam res polagam roko na srce, da ne početi tega. Vzamite strokovnjaka iz tega področja, torej ga najamite, ki vam bo seveda točno povedal, v kakšnem stanju se nepremičnina nahaja in seveda kakšni so neki investicijski stroški v prihodnjih letih. Lahko se mogoče skriva tudi kakšna vlaga, ki je ne bo možno odstraniti z nepremičnine. Teda res vam polagam roko na srce še enkrat. Pazite na to zadevo, dajte teh par 100 evrov in seveda najamite strokovnjaka, da vam bo seveda nepremičnino temeljito pregledal. Torej, inšpekcijski nadzor ne pozabiti. En lep nepremičninski pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Mojca in danes smo pri koraku številka 8, na kaj točno je potrebno biti pozoren pri nakupu nepremičnine. Torej, če se kot kupec odločate za nakup
vašega novega doma. Številka 8. Prodajna pogodba. Prodajna pogodba seveda mora biti v pisni obliki, vsebovati mora ceno, podatke kupca in prodajalca, zemljiškoknjižno označbo same nepremičnine, način plačila ter roke in da ne pozabim zemljiškoknjižno dovolilo, ki pa je sploh osnova, da se lahko vpišete v zemljiško knjigo. Zato vam polagam roko na srce, naj prodajno pogodbo dela oseba, ki je tega vešča. To je lahko pravnik, odvetnik, nepremičninska družba ali kakorkoli, ker se mi zdi tukaj tveganje previsoko, pa tudi dajte vpisati vse medsebojne dogovore. Predstavljajte si, da pridete na primopredajo, pričakujete čisto novo kuhinjo, dobite pa prazno stanovanje. Teda ne tvegati v pogodbo vpisati vse in naj jo seveda naredi oseba, ki je tega vešča. Čau! En lep nepremičninski pozdrav. Danes smo že v koraku številka 9, na kaj je potrebno paziti pri nakupu vašega novega doma. Številka 9 je vpis v zemljiško knjigo. Torej, ko smo izpolnili pogodbene obveznosti, svetujem, da se vpišete v zemljiško knjigo. Zemljiška knjiga deluje po načelu zaupanja in tudi pravi, da škodljive posledice nevpisa nosite sami. Tako da dajte se zavarovati, sama prodajna pogodba overjena vam doma čisto nič ne koristi, seveda, če se niste vpisali v zemljiško knjigo. Potrebno je vložiti predlog za vpis lastninske pravice, na podlagi katerega izda sklep sodišče. Teda zavarujte svoje pravice in se vpišite v zemljiško knjigo. Danes smo v koraku številka 10, na kaj pazimo pri nakupu same nepremičnine. Danes smo pri primopredaji. To je dan, ko dobite ključe od vašega novega doma. Pri primopredaji bi se mogoče dotaknila 3 zadev, na kaj je treba biti pozoren. Prva zadeva je dober primopredajni zapisnik, ki je seveda podlaga za uveljavljanje napak, kar pomeni, da je potrebno vpisati v sam primopredajni zapisnik vse pomanjkljivosti in napake in določiti roke za odpravo le-teh. Druga zadeva, priporočam, da je zraven prisotna tretja neodvisna oseba, lahko nepremičninski posrednik ali kdorkoli drug. In tretja zadeva, ne pozabite tudi popisati vseh števcev. Želim vam res čudovito primopredajo. Korak številka 11, to je v bistvu pregled vseh stroškov, ki jih imate kot kupec. Prvi strošek je vaš čas za oglede. Drugi strošek, strošek inšpekcijskega nadzora. Upam, da ste si to zapomnili iz prejšnjih korakov in bom zelo vesela, če vam bo ostalo v spominu. Tretji strošek je za tiste, ki imajo hipoteko, torej strošek odobritve kredita, strošek cenilca, strošek notarja, pa še mogoče kakšne druge stroške vam lahko banke naložijo. In zadnji strošek je strošek vpisa v zemljiško knjigo, torej taksa in sam predlog. To je to, kar se tiče stroškov in smo že na koncu naših korakov pri nakupu nepremičnine. Upam, da vam je bilo zanimivo in koristno. Vesela bom vaših komentarjev. Če pa so še kakršnakoli dodatna vprašanja, smo tudi z veseljem na voljo. Se vidimo v naslednjih nepremičninskih nasvetih. Čau!